Tako, long story short, naša familija gre na ski opening, tja nas je povabila avstrijska turistična organizacija, gremo na vzhodno Tirolsko v kraj Kals oziroma ski resort Gradona. Tako da pejte z nami, imeli se bomo ful luštan, tako, zimsko bo, zimska pravica, pa ful velik akcija. Are you listening? Čez 200 metrov boste prispeli na cilj. Evo, prišli smo, check-in, standarden postopek. Tvoja posla, takole spodnji. Mami, glej to. Jej. Kje boš ti skoro? Kakšno poslo dobro imaš. A bo mami s tabo? Ne. Kaj pa oči? Sem tu razem ega poštla. Wow! To bo tako, da vse eno norce dela. Ptički, sonček, lej koliko kuhten. Evo, spokali smo se v sobo in moram reči sam wow, resort je res hud. To pa ne trdim sam jaz, ampak full folka, namreč dolgo je kup enih arhitekturnih nagrad. Bil je tudi izbran za enega boljših eko-resortov, mislim, da leta 2015, najboljšega v Avstriji, pa mislim, da celo najboljšega v Evropi. Kup enih stvari, ki jih je bilo naj tukaj, med drugim naj bi bil tudi spa, ki ga ima v spodaj, eden najboljših na svetu, tako da to je res top shit destinacija. Je pa tako, gre za v bistvu neki dizajnerski hotel, eko-hotel, potem je pa še 42 takih lesenih brunarc, modernističnih, ki so v bistvu neke vrste bungalovi in vse skupaj je en tak resort, v katerega se presmučaš. Valjda, pač je vse tako, kakor je v zimskih pravljicah. Je res lepo, no. Koliko je lepo. Noro, lušten, kunšten, pa še kaj drugega. Valjda, vse pa ob smučišču, pripeleš se direkt v sam resort, pa potem se direkt iz tega resorta odpeleš tam na sedežnico pa gondolo. Tako da, valjda, Avstrijci to smučanje znajo delati in v Kalsu oziroma Gradoni je res vse tako narejen, da lahko samo uživaš. Evo, v bistvu danes številka 1,
Mi smo pripravljeni za prvo resno smuko. Včeraj smo naredili par zagovorov tukaj čisto v bližini. Poberemo smučke zdaj tukaj v skladišču, no, to je skladišče smučarske opreme. In gremo v bistvu v Kals, to je kraj tukaj čez zraven, 2 minute vožnje. Tam pa so tudi otroške proge. Zdi se, da je najtežji del pri smučanju ravno te smučke naložiti in spraviti do avta. Pejte. Se bi rekel, da bi bilo zdaj lepše, kjer na Maldivih, sam, ker nimam beach bodyja, bom potrpela s smučanjem. Smučka, ta ne Liam? A bo smučal? Po mojem smo najdeli idealno smučišče za otroke. Tukaj so krogci. Tako da ja, mislim, da bo celo familija danes tukaj smučala. Se sploh ne bomo v kakve druge podvige spuščali. Šli bomo pol z gondolo kapele iz doline čist gor na vrh, na Adlershute, 2450 metrov približno visok. Tako da ja. Tako, evo, vzeli smo eno pauzo in se dvignili na 2400 nekaj metrov. Pogledali Adler's Lounge, to je najvišja koča oziroma koča tem rekel. Ja, koča. Adlershute oziroma Adler's Lounge in tam bomo popili en čaj. Pogledali proti Großloch, da je prepomovati v tom. Kaiserschmarrn? Ein gutes Kaiserschmarrn und ein Glühwein und ein schönes Früchtetee und Jägertee. Zweimal. Tako no, mi gremo zdaj na večerjo. Večerje tukaj so pa prav posebno romantično doživetje. Namreč to, kolikor se potrudijo, je 5 hodov vsak dan in vsi so v bistvu neke vrste fuzija okusov, eksperimentiranje. Tako da res hrana je tisti nekaj, kar je tukaj prav zelo posebenega. No, drugače pa princip večerji v Gradoni precej simpatičen. Prvi večer ti dodelijo svojo mizo, no, ta miza je bila zdaj te dni naša in dobiš tudi svojega natakarja, ki te streže, tako da si potem že po 2-3 dnevih čist domač. A ne, Jana? Ja, bolj domač, kot kar je med domač meni. Kaj meni pa res? Se komu, ki jasen, kaj bomo jedli. Ni. Mi ni tako zakompliciran, čeprav so stvari pol dosti simpel.
približno takšen pogled nas je pričakal vsako jutro. Danes, zadnji dan nas je pričakala megla, pa po mojem bo sneg. Tako da na Zagrebe bomo sigurno imeli možnost probati X-Drive od BMW X3, s katerim smo prišli. Tako da malo bomo se še terensko vozili. Jaz se veselim. Mene ta pot nazaj včasih lahko tudi zelo luštna, ker seveda veselim domov. Tako pa drugače, te družinske zadeve, pa smučarija, ja, 3-4 dni je čisto zadosti, pa tudi kar precej naporno. Tako da mi smo zmatrani, brez kondicije, ta prave, smučarske. Tako da... Takole, mislim, ene par besed bi povedal v tej kočiji, ki nas je pripeljala. Gre za BMW X3 M40D. Posodil nam ga je BMW Slovenija, prav zato, ker so vedeli, da bom po vsej verjetnosti naletel na take razmere, ki kar kličejo po X-Drive-u. Namreč ta avto ima X-Drive, 327 konjev, super zimske pneumatike in jaz kljub temu, da zdaj tako sneži, verjamem, da bo z njim več kot odlično čez tele njihove prelaze prijeti avstrijske. Tako da ja, počasi se tale saga zaključuje. Liam se je naučil smučati, kar je meni najbolj pomemben. Namreč tole Liamo v smučanje, ki se je zgodilo v zadnjih 2 dnevih tukaj v Kalsu, je res nekaj zelo neverjetnega. Tako da hvaležen sem nebu, snegu in pa Kalsu, kjer bo vedno prostor oziroma vedno plac, kjer se je naš Tamal naučil smučati. Tako da to je to bilo za danes. Jaz upam, nisem veliko govoril, nekaj sem pa pokazal, upam, da ste uživali. Dajte se subscribe, pa se vidimo naslednjič. Čau! Koliko je snega? Pazi! Jaj! Matri snega. Tako, jaz sem hotel avto posneti in kaj sem šel narediti? Hotel sem ga posneti na snežni podlagi, ker sem mislil, da je tole seveda cesta, ki je dobro utrjena. Jaz sem velikrat srečal pa smolo. Hello. Srečal pa smolo, zdaj nas je gospod prišel. Ja. Ich wollte nur das Auto ein bisschen auf der Schnee. Hast du Haken? Ja, ich hole ich auf dem Gepäck da. Ja. Aha, du hast ein Ziel, okay. Si se bal, da ne smo dosti konti? Si se bal, da ne smo dosti? Snimaš ti? Ein gutes Content für das Vlog. Ich sitze in der... Takole, evo, avto smo ven zvlekli, kljub X-Drive-u, jaz sem hotel pač, long story short, hotel sem avto posnet na tej lepi snežni kulisi, narediti par fotk avtomobila zasneženega in lej. Tudi to se mora zgoditi, malo sem navajen to, da imam Forda Rangera, ki pride z vsakega treka ven, brez kakršne koli pomoči. Valjda, BMW X3 je sposoben marsičesa v snegu, ampak tega, da ga pol metra strjenega snega zapelješ, pa da se v njega pogrezne. V bistvu ni problem, da ne bi zmogel, problem je, da je nasedel na trebuho, a ne. Tako da ja, lej, malo snežne avanture, hvala Bogu, da se je to zgodilo tukaj, kjer smo imeli koga za poklicati, direkt so z recepcije takoj prišli, se malo posmejali, pa rekli, Sie sind nicht der Erste und nicht der Letzte. Tako da, to je to, gremo.